In kot napovedano v totem studiu, čeprav smo bili navajeni, da se pogovarjamo o drugih stvarih, zdaj pač o tem, da je v penziji naša najboljša vseh časov, najboljša smučarka Maribora ever, in vprašanje, kdaj bo katera presegla, če sploh. Ilka Štuhec, včas nam je, dobro jutro. Dobro jutro. In najprej moram povedati, da jasno, da tako vsi sem spremljal tvojo zadnjo vožnjo. Hvala lepa. In vem, da si se spraševala, in naj ti povem tudi na navijače srednjih let, je ta dogodek zelo emotivno vplival. Nisem se doskrat jokal ob čem, ampak sem imel očitek, da priznam. To pa zelo lepo slišati. Imamo kakšen foto ali video dokaz mogoče? Ne, nimam, na besedo si verjamem. Dobro, ne tako vprašam. Kak bi drugače moški javno priznal, da se joče? Ja, ne vem, kak bi, sem zelo vesela in počaščena, da si to priznal, samo veš, kak je dan danes. Ja, res nisi je. Sliho, nisi jedel. Nisi delo, res je. Ampak se pa vidi, verjamemo. Ja, da je Ilka sveda z Maribora, ker ko so prišli šampancem pa polivali, daj sem pa veliki šluk. Če pa taka velika flaša, ne, so nam vse polivali, gledaj, veš, kak je, ne. In zdaj je pač nekaj malo časa minilo, je že, vem, da si se pripravljala in da je bilo jasno in da si povedala, ampak je že sedla ta ideja, ni več treba, nimam zdaj tega urnika, ne rabim iti laufat, ne rabim jesti proteino na silo. To ti misliš? Mislim, zdaj ne rabim, ker ni mus, ampak mogoče pa rabim, ker želim. Dobro, ja, seveda. Prvi teden penzije, moram reči, šel kar hitro mimo. In pač klasično, ne, skozi nekaj se dogaja, pa skozi nekam treba hoditi, pa skozi se nekaj mudi. Vseeno grem tudi na trening mes. No, ampak kako se rekla, vedno se nekam mudi, pa ni časa. Klasična penzionistka. Zdaj je čas za vse, čeprav ni časa za nič. Ja. Mi imamo tudi pač tu plan odprtja novih trgovin, kjer se penzionisti dobite tudi, kdaj so dnevi za penzioniste v določenih. Ne, ampak dobro, to je hec. Ampak čisto res, preden gremo malo nazaj na kratko, ker to, zdaj, če bi se pri vsakem uspehu ostavili, bi morali biti tudi do 3:30 popoldne, ampak čisto res, to verjetno najbolj zanima vse, plan za naprej. Po vsem tem, kar si dosegla znanju, ki ga imaš na večjih področjih, bi bilo narobe, da bi zdaj rekla, zdaj pa ne bom, pa se grem, ne vem, učiti plest ali pa kakšne druge stvari početi. Boš ostala v smučanju ali si močno želim, da bi. Zdaj je čisto vse, ni več odvisno od mene, ne? Kako in kaj za naprej. Neke želje oziroma pač svoja, ne vem, zdaj neka pričakovanja, no, ampak koliko sem pripravljena jaz delati, kje in kaj, to sem povedala, zdaj pa bomo videli, kako in kaj se bo razpletlo. To pomeni, da nekaj že je. Ne? Ampak samo, da je v pacu, to je najbolj pomembno. Ja, evo zdaj tako, da malo napetost spet, pa pričakovanje, pa to. Ja. In mogoče še to, ne, ko je bila, veš, ta tvoja zadnja vožnja in ko je bilo konec in ko je bil ta emotivni moment mimo, sem tako sedel in sem se spraševal, kdaj bomo spet sploh videli, ne, to, katero našo smučarko, ko dol vozi, da se na vmesnem času zeleno pobarva. Ja, pa da kdaj bomo sploh videli našo smučarko v hitrih disciplinah. Ja, zdaj tudi zeleni čas upam, da čim prej, ne. Punce letos žal pač je v veliki meri, Neja, Andreja, tam imele kar nekaj nesreče in se bo pohodovale. Zdaj, kar se tiče hitrih disciplin, pa nisem jaz pravi za naslov, ne. To povedala, žal. Ali pa si, ne, pa pač ne moreš povedati, jaz se razumem. Ja, to zdaj ne bomo vedeli. Pustimo stati, ne. Ja, ampak to je genialno, res. Meni je še vedno to velik misterij, zakaj bi se v bistvu kdo tam dol spustil tak in to globoko spoštovanje. In zdaj ti? Ja, hušta. Jaz ne smučam tak hitro. Ampak uživaš pa. To je glavno. Med vsemi smučarkami, s katerimi si se v karieri spoznala, katera ali pa recimo 3, ki ti bodo najbolj ostale v spominu? Je v bistvu moje 3 zelo, zelo dobre prijateljice. Federica Brignone, tudi bolj med veterankami, zdaj že, kaj se tiče svetovnega pokala. Še ena mlajša, da malo pač razbijemo, ne, to monotonost starejših, Kajsa, Vikofli. In pa Marie Michel Ganjo. Ja, taka, ker mešana ekipa, rečimo, je par let, mislim, parov let zdaj nazaj.
so nekako več ali manj se na eni tekmi znašli nekoč bolj ali manj vsaka sama, mislim sama, na rekovajih, ne, bilo nekaj dosti glih sotekmovalk in smo se pa začeli družiti in je bilo celo fajn. Super. No pa tudi ostale sotekmovalke so se zdaj na tak lep način poslovile od tebe, tista skupinska fotografija, pa recimo tudi Mikaela Šifrin je potočila solzo, ne, potem ko sta se tam objevali. Vsi ste jokali. Ja, se to normalno. Tak sem skos, ampak ne, res sem bila v bistvu zelo, zelo vesela, presenečena tudi malo. Sicer je potem bil to že drugi komplet oblek, ne, šampancem nalito, vse to je bil kao vaserdih, tako da je samo v uni bilo, se zmetljivo pa lepljivo. Torej so ti so, daj pri nekaj hitro te rabimo, ne, in so v bistvu še one nareden tako manj, ne vem, sprejem na rekovajih, da se slikamo, da pač seveda se to že nekaj dni trajalo, ne, da pač vsaka nekaj, ne vem, pove ali pa se zahvali ali pa pač karkoli. Ker se meka, da za zadnjo tekmo različne stvari vidimo, ne? Eni pač reče, ok, vrijo, bom štartal zadnjo številko, pa je potem čas, pa so vsi doli, ker malo bolj na easy grem, jaz sem pa rekla, ok, pač celo življenje, pa imam še cajt se zabavati, ne? Zdaj tak, v bistvu, perajt ne nikoli več, ne? Proga je zaprta, super je vse, grem pa pač se dol vržem še enkrat, koliko se lahko in uživam, ne, ker je pač vse pa tudi vrhunsko, da se vprašaš, zakaj si te nehala, v bistvu, ker bi še lahko. Ker je, tak, mislim, se imam čisto vse pogoje, pač, da bi rekla, mislim, res smo se imeli super, fajn smo se vlovili, dobro smo delali in vse, ampak dovolj je, enostavno. Malo tudi tako vidiš, ok, trudiš se, mečeš se dol, vse delaš in malo je zmanjkalo športne sreče, ne, parkrat do stopničk do res še bolj vrhunskih rezultatov, ampak pol delaš vse, pa tako vedno malo zmanjka, ne, pa si ono, kaj pač, ne, to zdaj očitno nisi več dovolj nora, ne, pa ni več dovolj hitro, pač malo tako mogoče začne zadnji priti, da pa je dovolj in da fajn, da sem se sama odločila in sem v bistvu dobila zaključek točno taki, kot sem si ga želela. In zaslužila. In zdaj seveda bomo o vseh teh rezultatih in o tem nadaljevanju. Naj samo povem, da so ti sotekmovalke slovo pripravljali, čeprav so se jokale od sreče. Ker vseeno jih je bilo malo strah. Ilka na štartu je. Ilka je naša gostja, nadaljujemo takoj potem. Štuhec, naša mariborska najboljša smučarka vseh časov, še vedno gostja v totem studiu. Ilka, zdaj proge in sam način in sneg v 14 letih tvoje kariere, kako se je kaj to spreminjalo, pa sama tehnika in kako je bilo temu slediti in kak bo trend za naprej, ali se bo to še hitreje spreminjalo? Vedno je veljalo isto, da pač ne ješ rumenega snega, ne? Modrega včasih lahko malo, ampak tudi ni tako hudo okusno. Ja, bi rekel. Načeloma proge same postavitve, teren ni se zdaj toliko spreminjalo. Ja, v zadnjih letih so nam mogoče dodajali kakšen val ali pa kakšno prepreko, niti ne toliko skokov, ne? Drugače pa več ali manj je bilo to skozi isto, seveda odvisno od vremenskih pogojev, od vsega, kar se tiče pač snega, ali je to, ne vem, tako je bilo za nazadnje recimo v Kvitfelu bolj spomladanska verzija, ne? Ali je to, ne vem, čisto pač pomrznjeno, ali je zelo agresivno. Ja. Pač vertikalni hokejski let. Tudi včasih, tudi včasih, samo hvala Bogu, greš ravno prek, pa hitro mimo. Ja. Tako da ni panika. Pa malo zapreš oke, pa gre, ne? Ja, to mogoče glih ne gre, fajn glih videti, kam greš, ampak recimo, da si tako vizualiziral, da veš, ne. Je pa res, da pač se tako čisto vse gre naprej, tudi v bistvu tekmovanje. Samo seveda čisto vsaka izmed punc in tudi med fantovala, ki stoji na štartu, tudi tiste, ki štartajo zadnje in so kao nepredstavljive zaostanke imajo, ne, pač čisto vsak trdo dela, ne, zato da je tam. In mogoče, če vzemo let nazaj, je bilo dovolj, da si malo, kjer je bo, ne vem, bolj izpostavljeno ali pa karkoli, mogoče malo pošlajfal, pa malo bolj potipal, toliko da si prišel prek. Potem si pač puni gas šel dalje, ne, recimo. Zdaj je pa vedno bolj, da treba to od štarta do cilja čisto vse izpeljati do popolnosti. Skoraj, ne, in valjda
razlike so male, sploh če so res vrhunski pogoji, da je za vse enako. Se lahko zgodi v bistvu marsikaj in vse to v bistvu vleče vse skupaj naprej, še više, še hitreje. Ja, to. In zdaj, kar je genialno, recimo, je to, da je, ko so pač pogoji, recimo, temu pač vsaj za to najboljšo skupino, vas smučark vedno bili nekako podobni. Ne? Zakaj? Mislim, kje je, ko si v formi, gre verjetno vse tako lahko, ampak meni je nepojmljivo, kako v bistvu pa to marsikomu, ne? Veš, da te stotinke, desetinke, če imaš srečo na dober dan, da to vloviš, da si za toliko vedno pač boljša od vseh ostalih. Ne, to je. Ja, vedno imaš, večino imaš na progi, ne vem, 2 ali pa če dosti 3 punkte, ko pač res moraš biti tam, ko moraš biti. Ne, se pravi, zato so modre linije, da imaš neki feedback, da lažje pač oceniš, ne, da če si ti pripelješ 100, 120, pa pač moraš zaviti tu, na 1 meter kasneje, ali prej, ali višje, ali nižje. Ti to pomaga, ne? Mislim, vedno gre fejs na robe, samo ne razmišljaš o tem. Ja, absolutno, ker drugače ne bi, ne? No in pač se tam, ko si, ne vem, določiš neko točko, kje moraš biti, kar se tiče, ne vem, začetka zavoja ali pa kje moraš končati zavoja ali pa pač kakorkoli, tam moraš biti. Vse ostalo pa je tako lahko, malo sem, malo tja, samo važno je, da neseš brzino, ne? In pol, ne vem, zaglih rekla, tako kjeri trofi, ne? Ampak enostavno samo da neseš hitro s sabo. V bistvu zdaj vsa ta razlaga, ki je bila v bistvu o smuku in o smučanju, je v bistvu razlaga, to je v bistvu na nek način metafora za življenje bila tudi. Ja. Ja, tu moraš zaviti, tam je fajn, da si na točki, vse ostalo pa samo, da je brzino. Važno, da brzino s sabo preneseš. Okay, 2-krat svetovna prvakinja v smuku, 11 zmag, 22 stopnič, 2 mala kristalna globusa, enkrat skoraj tudi postala zmagovalka oziroma dobitnica velikega kristalnega globusa, pa če takrat Mikaela Šifrin vozila slalom, dobro tudi, ne? Ja, dobro, se jaz sem ga tudi včasih, ne samo enovarno, pa polisem več. Ampak genialni uspehi, to zdi se neponovljivo, res. Mislim. Ja, se malo je bilo tudi meni, ne, se samo eno sezono ratalo, ne. Pa dobro. Ne, niti eni, ne. Vem, ampak mislim, ni da bi takrat mi nekaj ful hudo super spremenili ali pa da bi zdaj ne vem kakšna znanstvena fantastika bila, pač enostavno delali smo svoj plan, fajn mi je bilo, kar se spet tako mogoče malo čudno čuje, ampak enostavno si, ne vem, ko si sproščen, ko uživaš v tem, kaj delaš, ko pač ni nekih nepotrebnih skrbi ali pa česarkoli, te pač se gre, te kar laufa, ne? Pa se sestavi, pa je prva tekma, pa je druga tekma, pa ni to tako bed, ne? Bo pa gre vse, veš, takrat, ne vem, sva tu 10 v slalomu, ne? Ja. To se tako živo spomnim, ko je, ne malo si ti napovedovali Šeško? Ne, mislim, da je Mitja bil Šeško. Pa se vozim, pač slalom, da gre malo bolj počasi, pa drugi mestni čas, to je super, ne? Vse sem čula, ne? Te pa dajmo, ne? Posabljamo, zdaj to, ne? In pač enostavno takrat vse gre, česarkoli se lotiš, ne? Kar je pa potem v bistvu zelo podobna stvar, ampak na drugi strani palce, ne? Ko pa gre, pa bi, ne vem, hudičo rep trgal, pa bi vse probal, pa ne vem, več spiš, boljše ješ, vse na svetu delaš, pa nič ne funkcionira, ne? Ker pač hočeš sforsirati in to ne gre, ne? Ampak vseeno zato, da vrhunski športnik, vrhunska športnica te stvari doseže, to pač pomeni tudi izjemno močno voljo, fejs zloženo glavo in izjemen fokus, tako da Ilka, nas absolutno ni strah za tebe zdaj v penziji. Ker če ti je to ratalo, je zdaj vse ostalo v bistvu so mleko pa keksi. Ja, to upam, da bo res, ja. Pač enostavno, tako si rekel, vso to, ne vem, energijo, veselje, zagon, voljo, pač vse, kar imam, bom našla nekaj drugega, ne? Da pač vložim sebe v to in ni hudiš, da ne bi ratalo, ne? Ko bi se rekel, pač
zloženo v glavi, če ne te pa vrže, malo toliko upati nazaj bo stavil. Mojih pružnih kolen zdaj ne boš več rabila, ne? Ne bom zdaj več rabila, ne bi več gledala, prosim, ker imam malo travme še od tega. No, res. Ampak dobro. To je bilo res ena od teh stvari, zaradi katerih smo se bali. Ampak je ratalo. Veš, kaj me še zanima? Povej. Prejšnji teden je bil tukaj Filip Fliser, ne? Ko so mu zdaj nekako naredili bolj uradni zaključek, ker takrat je korona udarila, pa ko je osvojil mali kristalni globus, tega ni bilo. In ko smo mu pripravili presenečenje na Kopaoniku, je njegova partnerka iz kleti vzela mali kristalni globus, ki imaš ti shranjene. To pa ne vemo, veš, za primer, da bi ga rabili. Jaz mislim, zdaj, ko ima toliko rož doma, ne vem, če nista celo uporabljena za vazo. Okrog vrneš pa fajn, zdaj smo videli marci, kdo pač kaj pije ven, ne, jaz zdaj se nisem tak nešportno obnašala, ne. Ja, pa dobro. Ampak glej, če je prava čaga, zakaj ne bi nazdravili, veš, tako še doma imaš, Ne, ampak je pa to tudi zdaj ta moment, ko ne, je jasno, da ti želimo vse najboljše in verjamemo, da karkoli boš delala, bo fenomenalno, Ilka, to sploh ni debate, ampak je res iskrena hvala za vse lepe momente, ki si nam jih pripravila. Ni jih bilo malo, tolikokrat, ko smo bili zaradi tebe ponosni, da smo iz našega mesta, da smo Mariborčani in pa seveda ne nazadnje tudi Slovenke in Slovenci. Ni veliko športnikov, ki so nam pripravili te momente in ti si ena izmed njih in zato boš zavedno naša legenda. Ja, hvala lepa, no, lepo slišati. Samo malo ti moram zdaj razočarati, ni bilo zdaj čisto vse za vas, ne, bilo več ali manj za mene. Ja, no, absolutno, samo mi smo bili del tega, ja, veš, kaj ti hočem reči. Ne, super je, pač. Logično, da je bilo za tebe, to je prvo. Videti, slišati tudi tako, da se mogoče kdo najde v tej zgodbi, no, da pač te življenje tepe, pa pol se malo staneš, pa te pol še malo tepe, ne, in tako dalje. Pa pač trajaš in delaš to, kaj imaš rad in fajn. Zdaj pa dalje, ne? Zdaj pa dalje se vidimo ob naslednjih velikih projektih. Pridi kaj mimo, ko boš imela kaj, da povemo vsem ostalim, kaj se dogaja. To imamo pa čisto vedno, tako da. No, evo, Ilka Štuhec je bila naša gostja danes zjutraj.